kaj pa je, da tako vzdihuješ? Ma ne vem, kaj naj danes čarava, nimam nobene ideje. Jaz jo imam. Ti imaš idejo? Odlično! Ti ga bom pokazal, ampak če mi pričaraš rutico, ker jaz rabim rutico zraven kovanca, ki ga imam jaz. A ja, ti imaš kovanec? A ja, rutico rabiš od mene? Ja, pričaraj mi jo, prosim. Ok, kakšne so čarobne besede? Abrahadabra. Simsalabim. A bo takšna v redu? Ja, v redu je. Ok, odlično. Kaj pa rabiš? Daj meni, se bom sam tebi pokazal. Aha, Samo v karovi bom naredil. prav. Dal kovanec na sredino. Wow, to je en tak hud kitajski kovanec, ko se skozi vidi. Neki zmajčki so narisani. Odlično, super. Prepognem takole na polovico, še takole, pa takole. Ok. Primem. Čarobne besede, prosim. Kako so čarobne besede, jaz zmeram pozabim. Abrahadabra. Simsalabim. Pop. In potegnem narazen. In? Kovanec izgine. Ja. Kom pa je šel? Ne vem, Veš kaj, zdaj si, kje pa je zdaj kovanec? Daj, ga pričaram nazaj. ja, daj ga pričaraj nazaj, a to tudi znaš, ali kaj? Ja. Kovanec je v mojem klobuku. Klobuku je, ja pa... Veš kaj, Leonard, s tebe bo še res dober čarovnik. Super. Kako si to naredil? Te bom naučil. Pa vas tudi. Oh, Razlaga prihaja sedaj. Za ta čarovniški trik potrebuješ dva enaka kovanca. Ne rabita biti kitajska, lahko sta 1 evro, 2 evra. Če pa je manj kot 1 evro, pa ni tako fajn, ker je premali. Aha, torej dva kovanca enake vrednosti. Dva kovanca enake vrednosti. A ja, to je eden je tisti, ki si mi ga ti potem pričaral. Ja, ker sem ga že imel skritega v klobuku. Če pa nimaš klobuka, pa si ga lahko daš v žep. A, torej to si pripraviš pred začetkom izvajanja. Pred začetkom izvajanja. Prav. Rabiš tudi kvadratno rutico, da jo daš v karo. Ok. Tega daš pa v sredino. Tega daš pa v sredino, tistega pa si daš, zdaj sem dal v žep, da se ne rabim klobuka pripravljati. Potem pa preložiš tako, da je tu malo preko, Aha. pa še tako, da je sem, da ni sem, ampak preložiš tako, da gre preko, pa bilo kjero, lahko prej, potem pa še to preko. Tu primeš z mezincem pa prstancem. Tu primeš tako, Ok. dvigneš, In dvigneš, ok. potapkaš. Čas za čarobne besede. Ja, daj. Abrahadabra. Simsalabim. In samo počasi tu spustiš z mezincem pa Aha, mezince spustiš. Mezince spustiš, pa to Narazen narazen potegneš. potegneš. Počasi. Kovanec je ostal v rutici, ampak se ga ne vidi. Ok. Torej, kovanec je ostal v rutici, v tem zavihku in se ga ne vidi. Ja. Veš kaj, mogoče jim morava še povedati na koncu, da rutice ne zložimo takole skupaj, ne? Ker s tem Lahko ga razkrijemo, vidijo, ne? lahko. Zato, ko daš Ja. roki skupaj, kaj moraš narediti? Tako jo moraš narediti tak, pa Obrneš proti gledalcu roko in skupaj daš zelo dobro. In zdaj se kovanca ne vidi. Zdaj ne? veš, kako to narediti. Ja, zdaj sem se jaz naučil. Torej, na koncu, ko kovanec izgine, se spodobi, da še ga pričaramo nazaj, a ne? Ja, in ga imaš že prej shranjeno ali v žepu, Ali ali v klobuku. klobuku, če imaš klobuk. Ali pa Ali kamorkoli drugam, kaj lahko... Lahko imaš takole, na primer, lahko ga imaš za hrbtom, kjerkoli ga lahko imaš. Zelo dobro, lahko ga tudi skriješ v kakšno škatlico ali kamorkoli, a ne? Ja. Potem v bistvu preusmeriš pozornost tja in tam pričaraš tale kovanec nazaj. Ampak ne smeš pa ga imeti na vidnem mestu. To pa bi bilo zelo pametno, ja, da ga nimaš na vidnem mestu. Ne? Ker pol ravno ne bi imeli čarovniškega trika, kaj. Tako, upava, da so vam čarovnije všeč in da tudi sami kaj čarate doma in z Leonardom vas vabiva, da se posnamite, katerikoli trik želite, vzamite svoj telefon ali mamin ali atijev telefon. Lahko jih tudi več posnamete, potem pa pošljite na info@carovnijezaotroke.si
pošljite nam video, mi pa bo vsakega temeljito pregledala in najizvirnejšega med vami bova na koncu sezone nagradila, a ne? Ja, z čarovniškim darilom. Tako da vabljeni k sodelovanju, vabljeni k natečaju in čarajte lepo sami doma in se gledamo naslednjič. Ja, adijo! Adijo!